Zdravo, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali napredne datumske funkcije v Excelu. Ta video bo razdeljen na dva dela, 2 for the price of 1. Z nekaterimi temi funkcijami smo se mogoče že srečali v preteklosti, ampak večina bo pa novo. Pa si kar odprimo našo datoteko datumske funkcije. Postavljeni smo na prvi zavihek datumske funkcije 1, v drugem delu videa bomo pogledali zavihek datumske funkcije 2. In pa se postavimo v celico B3, tukaj pa si bomo pogledali funkcijo today, s katero smo se že srečali v preteklosti. Napišemo znak je enako in pa today. Potrdimo funkcijo s tabulatorjem in pa enter. In kot vidimo, nam funkcija today vrne trenutni datum. Kako še pridemo do trenutnega datuma z bližnjico? Piše tukaj zgoraj Ctrl, Shift in pa podpičje. Torej držimo Ctrl in pa Shift ter podpičje. Na videz sta ta dva datuma popolnoma enaka in saj tudi sta, vendar če bi jutri odprli to datoteko, bi se tale datum dinamično spremenil, tale bi pa ostal isti. Naslednja funkcija je funkcija now. Napišemo je enako, now oklepaj zaklepaj, tudi ta nima nobenih argumentov in pa potrdimo z enter. Ta funkcija pa vrne trenuten datum in pa še trenutno uro, ki se samodejno tudi posodablja. Vsakeč, ko nekaj spremenimo, se bo tale ura spremenila. Prav tako pa tudi datum. Zdaj tukaj imamo zgoraj še eno bližnjico napisano in pa sicer zaradi tega, ker sta podpiče in pa pika zelo blizu skupaj na tipkovnici. Tako da kaj se zgodi, če po pomoti recimo pritisnemo na Ctrl, Shift in pa piko. Dobimo trenutni čas. In zdaj, ko bomo potrdili, bi se moral tudi tale čas posodobiti na trenutnega. Enter. Včasih pa si želimo ta datum razdrobiti na dneve, mesece in pa leta. Še posebej, ko gre za kakšno ameriško datoteko, je to koristno, ko imajo dan in pa mesec zamenjan. Tako da, če nismo prepričani, lahko datum razbijemo na različne dele. Napišemo torej je enako in pa day. Ta funkcija pa ima samo en argument in sicer izberemo datum, ki ga želimo razčleniti. In vrne nam številko 29. Pa dajmo poskusiti še month. Spet izberemo datum. Enter. Dobimo spet trenutni mesec. Enako naredimo z year. In dobimo datum razčlenjen. Lahko pa da imamo takole datum že razčlenjen, želimo pa imeti takšno obliko tukaj, skupaj torej. No, zato uporabljamo funkcijo date. Napišemo je enako. Date. Tale funkcija pa ima 3 argumente in sicer sprejema celico z vrednostjo, kjer je leto, mesec in pa dan. Zdaj, če želite, si lahko odprete f od x za pomoč pri vstavljanju funkcije, ampak ker smo napredni Excel, bomo to naredili kar lepo ročno. Torej, najprej bomo izbrali, kje se to naše leto nahaja. Kliknemo na leto, na naslednji argument se prestavimo s podpičjem. Nato izberemo mesec in pa nato še dan. Dobimo čisto enak datum temu zgornjemu. Imensko zelo podobna funkciji date pa je e-date. Čeprav v bistvu si funkciji nista bog ve kako podobni. Do sedaj smo že datumom prištevali dneve, nismo pa še prištevali mesece, čeprav bi v bistvu to lahko naredili z plus 30. Ampak kaj pa takrat, ko imajo meseci 31 dni ali pa 28 ali pa 29, no zato uporabljamo funkcijo e-date. Napišemo je enako, e-date. Vnesli bomo naš začetni datum, vzamemo kar tega le zgornjega v celici B12. In pa bomo napisali, koliko mesecev želimo prišteti temu našemu datumu. Pa dajmo kar 2 meseca. Potrdimo z enter in vidimo, da je mesec za 2 meseca večji. Še malenkost navzdol pa imamo dve drugi funkciji in sicer weekday in pa weeknum. Obe se nanašata seveda na tedne. Weekday nam pove, kateri dan v tednu je trenutni datum. Napišemo torej je enako, weekday, oklepaj, serijska številka je torej naš datum, ki nas zanima. Vzamemo recimo kar tega le pri date, ker je današnji, podpiče. Naslednji argument za vrsto rezultata pa nas sprašuje, kateri dan je prvi dan v našem tednu. Kaj, sej ponedeljek je prvi dan v tednu. Zakaj se gre? Drugod po svetu imajo prvi dan v tednu tudi nedeljo, kot nakazuje tudi tale prva možnost, enka. Tukaj doli so še številne druge možnosti, vendar naša, ki se bo nanašala na Slovenijo, pa je številka 2. Torej, prvi dan je ponedeljek, zadnji je nedelja.
Napišemo torej številko 2. Zdaj, dobili smo samo številko. Danes je sicer četrtek, 4. dan zapored. Seveda je pa bolj pregledno, če nam dejansko piše dan kot z besedo četrtek. Zato bomo uporabili funkcijo choose v naslednjem videu. Week_num funkcija pa nam pove številko tedna, v katerem se trenutno nahajamo. Leto ima 52 tednov, pa poglejmo, v katerem se trenutno nahajamo. Je enako week_num, potrdimo s tabulatorjem in pa izberemo naš datum, kar tega le pri date, podpiče in spet moramo izbrati, s katerim dnevom se naš teden začne. Kot prej bomo izbrali drugo možnost, številko 2. Potrdimo z enter in vidimo, da se nahajamo trenutno v 35. tednu v letu. V naslednjem videu pa se bomo naučili izračunati število delovnih dni med začetnim in končnim datumom, s tem, da bomo tudi upoštevali praznike. Tako da se naročite na kanal, da videa ne zamudite, lajkajte video, če vam je bil všeč, lahko pa spremljate tudi mojo Facebook stran Office tečaji.